turistične aktivnosti, s katerimi boste nagovarjali ljubitelje zimskega vdiha za koriščenje produktov v slovenskih gorskih centrih. Kaj vse boste v letošnji zimski sezoni še posebej izpostavljali in seveda gost, s katerih trgov boste ob tem nagovarjali? Držim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na Slovenski turistični organizaciji izvajamo res vrsto aktivnosti, intenzivnih aktivnosti, s katerimi ljubitelje zimskih doživetij nekako nagovarjamo, spodbujamo, da se za zimski oddih odločijo v Sloveniji. Bodi se, da so to domači gosti, prebivalci Slovenije oziroma tuji gosti. Zdaj, promocijo izvajamo preko vrste kanalov. Vsekakor moram na prvem mestu izpostaviti globalno digitalno kampanjo, ta se vrši kar na 21 trgih. In trenutno poteka zimski val kampanje, to pomeni od novembra do vključno februarja z zimskimi motivi, 4 mesece in to že počnemo 3. leto, imamo odlične rezultate. Poteka tudi oglaševanje še na drugih medijih in sicer do konca novembra. Prisotni smo seveda Italija, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Danska, Finska. Moram reči, to so res renomirani mediji, ugledni, prestižni, kot so recimo Corriere della Sera, Focus, Die Welt, Der Standard, Kurier, BBC, Guardian, Le Monde, Le Figaro in tako dalje. V teku je tudi kampanja za promocijo Slovenije za aktivna zimska doživetja na platformi Outdoor Active, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija. Tu sodelujemo za Slovenija Outdoor. Že na tem mestu se res zahvalim za odlično sodelovanje obema institucijama, oziroma Slovenija Outdoor, kjer partnersko sodelujemo. Zelo sklajeno sodelujete. Da. Poteka seveda oglaševanje na družbenih omrežjih, oglaševanje specializiranih tiskanih medij, radijsko oglaševanje, potem veliko vsebin najdete na našem osrednjem portalu, torej slovenija.info, ki ga letno obišče 6 milijonov obiskovalcev. Tu najdete različne zgodbe, ki jih tudi komuniciramo javnostim, tujim javnostim, storieskom Slovenije jim rečemo, in grejo redno na 100 000 kontaktov. To je kar močna in res ponosni smo na te baze. Seveda obveščamo tuje medije. To so študijske ture, to so sodelovanja preko PR agencij v tujini, to so novičniki, ki jih redno pošiljamo, News from Slovenija, in tudi študijske ture za agente. Močna je naša komunikacija na družbenih omrežjih. Morate vedeti, nam sledi že več kot 2 milijona sledilcev. Seveda, sejmi, borze, workshopi, klasična naša orodja. Na domačem trgu seveda moram izpostaviti kampanjo, zdaj že vsi poznate, Vzemi si čas, Moja Slovenija, in pa za slovensko turistično gospodarstvo, destinacije, redno vabimo k oddaji turističnih paketov, ki jih potem preko raznih orodij komuniciramo do turistov. Naj samo dodam, mislim, da je že malo prej bilo omenjeno, ne komuniciramo samo smučanjem. Mi komuniciramo zimska doživetja. Nekatera so že bila našteta, razen tega se ta aktivni oddih po zimi navezuje tudi na druge produkte. Vsi poznamo bogato ponudbo zdravilišč, torej zdraviliška in wellneška ponudba, ali kot mi rečemo zdravje in dobro počutje, gastronomija, kjer smo res v zadnjih letih naredili ogromne korake naprej in smo res nova zvezda na globalnem gastronomskem zemljevidu. Tu je še kultura, umetnost in kultura, naša osrednja promocijska tematika. V glavnem, vse te produkte povezujemo v privlačna doživetja za tiste, ki iščejo nekaj več kot samo počitnice, torej iščejo doživetje, nepozabno oddih. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Bi še izpostavili kakšne inovativne kampanje, orodja? Vprašali si me tudi po trgih. Pri inovativnih kampanjah, orodjih naj izpostavim dve.
ki sta bili lansirani letos spomladi. Eno je Alma, virtualna asistentka na portalu slovenija.info. Ne vem, novinarji, koliko jo že poznate, ali je že kdo preizkusil? Nihče. Tako je danes, ko prijete, preizkusite. So bili analogne službe. Ne, treba je tudi res prijazna gospodična, ki se nikoli ne utrudi, 7 dni na teden, 24 ur na dan, vam bo dala nasvete, namige za doživetje, za preživljanje krajših, daljših počitnic, zgodbe in tako dalje. Ponosni smo, da je do zdaj Alma že odgovorila na okrog 10.000 vprašanj, od tega cirka 5.500 samo v oktobru in cirka 1/4 se nanaša na aktivni dih. Tako da preizkusite jo, boste videli, res pravilne namige daje. Drugi projekt, tudi predstavljen letos spomladi, so pa zvočne zgodbe, ki jih najdete na platformi Spotify, kjer najdete tudi zimske zvoke, to je od smučanja, od plezanja po ledu, cepin, teka na smučeh. Vse to so zvoki, ki gostom oziroma tistim, ki se odločajo, že vnaprej malo te mikavnosti Slovenije približajo. Trge smo rekli, digitalna kampanja na 21 trgih, seveda slovenski trg za kampanjo Moja Slovenija, drugače pa zimski oddih, predvsem na tistih trgih najbolj intenzivno, odkud imamo že tradicionalno najmočnejše povpraševanje, torej razen klasičnih trgov Italija, Avstrija, Nemčija, so to Madžarska, Srbija, Češka, Poljska, Nizozemska, to so ta ključni trgi, odkud dobimo tudi največ smučarjev.